Ob vsakem kulturnem prazniku se nam postavlja vprašanje, kaj je kultura, kaj pomeni kultura za narod in kje se prepoznam sam ali sama v tej kulturi. Najpogosteje razumemo pod pojmom kultura umetniško ustvarjanje na področju literature, likovne umetnosti, glasbe in morda še kaj. Govorimo o kulturi bivanja, oblačenja, pitja, obnašanja. Poznamo ljubiteljsko kulturo in profesionalne umetnike, ustvarjalce in poustvarjalce. Vsa ta področja ustvarjanja in kulture so pomembna in tvorijo celostno podobo nekega človeka kot posameznika ali pripadnika nekega naroda. Kot Slovenci govorimo najprej o slovenski kulturi, na katero smo ponosni, ki jo želimo ohranjati, nadgrajevati in zapustiti našim zanamcem. Želimo predati to, kar so nam izročili naši predniki in nadgraditi s tem, kar smo sami ustvarili in je nastalo kot plod posameznika ali družbe v določenem času in prostoru ter pod vplivom mnogih aktualnih dogajanj, novih materialov ali znanj in spoznanj. Kultura je skupek dosežkov in vrednot človeške družbe in je rezultat človekovega umetniškega delovanja, ustvarjanja in poustvarjanja, navad in obnašanja. Posreduje ideje, prepričanja, vrednote družbe na najrazličnejše načine in kaže na stanje duha v narodu in družbi. Sestavljena je iz mnogih področij, ki skupaj tvorijo velik mozaik. Tudi Evropska unija je naredila velik korak naprej, saj kulturi in izobraževanju daje vedno večjo veljavo. Leto 2008 je bilo razglašeno za leto medkulturnega dialoga. V Evropski agendi za kulturo pa je Unija oblikovala smernice za krepitev vloge kulture v mednarodnih odnosih in pri uveljavljanju kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti. V Evropski uniji, kjer je mobilnost študentov, delavcev, strokovnjakov in ljudi z vsega sveta nekaj povsem vsakdanjega, se pogosto sprašujemo, kako ohraniti kulturo posameznih narodov, da se ne bi stopila v nekaj brezobličnega, s čimer se nihče ne bi več identificiral. Ker je kulturna raznolikost največje bogastvo Evrope, jo želimo ohranjati in zaščititi pred vsemi mogočimi vplivi okolja in drugih kultur. Ohraniti želimo večjezičnost, zato je trenutno v Evropski uniji 23 uradnih jezikov, med njimi seveda tudi slovenščina. Kultura je tudi odsev časa in kaže na stanje duha v nekem narodu. In kje smo sedaj mi, Slovenci? Medtem ko slovenskega podeželja še ni zajel vpliv priseljencev in njihovih kultur v tolikšni meri kot Zahodno Evropo, pa za naše glavno mesto in tudi za nekatera rudarska in industrijska mesta v Sloveniji tega ne moremo več trditi s tako gotovostjo. Lahko smo veseli, bogate, ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je v Sloveniji močno razširjena v različnih kulturnih društvih. Mnogo ljudi je prav preko prepevanja v domačih zborih, igranja v ljubiteljskih gledališčih in drugega ustvarjanja odkrilo svoj talent. In ko odkriješ svoj talent in ga začneš uporabljati sebi v rast in drugim v veselje, si odkril pravo pot razvoja ter osebnega zadovoljstva. Slovenci imamo mnoge umetnike, s katerimi se ponašamo.
V vaših krajih zagotovo ne moremo mimo bratov Ipovcev ali vsestransko nadarjenega Slomška. Slovenski narod se za svoj obstoj zagotovo mora zahvaliti tistim, ki so v našem jeziku prepoznali vrednoto, nekaj, česar ne smemo zatajiti, pozabiti ali prenehati v njem razmišljati, brati, pisati, prepevati in celo sanjati. Slovenci smo ponosni na svojo lepo deželo in to radi vedno znova poudarjamo. Tudi od tujcev pričakujemo pohvale in jih pogosto tudi slišimo. Manj radi pa si priznamo, da nam ni prav vse v čast, kar se godi v naši deželi. Povej mi, kaj bereš, in povedal ti bom, kdo si, pravi stari rek. In v starih rekih je življenjska resnica, do katere smo prišli na podlagi dolgoletnih izkušenj. Morda bi se prav na tej točki morali Slovenci ustaviti in zamisliti. Kaj beremo, kako pišemo, kaj nam napolnjuje misli in duha? Naše življenje je odsev tega, česar je polno srce, in to usta govori. Smo v času hitenja, mobitelov in internetov. Vse to nam je v veliko pomoč pri delu in komunikaciji. Zato se ne želimo vrniti nazaj, ko so poštne kočije ali golobi prinašali pošto. Ob vseh teh novostih pa se vedno poraja tudi vprašanje, ali jih znamo prav uporabljati. Kakšno kulturo ustvarjajo vsi ti hitri mediji, ter kakšne sledove puščajo v naši duši. Koristi ni mogoče prezreti, o škodi premalo govorimo in se tudi premalo zavedamo. Nekdo mi je dejal, da se včasih v nobeni gostilni ni toliko kvantalo, kot se danes na različnih forumih. Vsak lahko vsakomur napiše skoraj vse, kar mu pride na misel, in v jeziku, nad katerim bi se Slomšek gotovo razjokal. Mediji oblikujejo javno mnenje in s tem tudi našo kulturo obnašanja, razmišljanja. Zanje velja izraz sedma sila. Zaradi njihove silne moči in vpliva na narod bi jo danes lahko preimenovali v 7 sil. Še vedno imamo premalo znanja o pravilni uporabi medijev, o branju med vrsticami in o razlikovanju med rumenim tiskom ter objektivnim in kritičnim ali populističnim pisanjem. Ob obilici različne ponudbe na področju ustvarjanja pa ima trajno vrednost le tisto, kar bo preživelo tudi naš čas in kar bo šlo v zakladnico kulture naroda. Ob slovenskem kulturnem prazniku čestitam vsem, ki spoštujemo dosežke in vrednote slovenske kulture. Kulturniki imajo zelo pomembno vlogo v vsaki družbi in ob vsakem času, saj gradijo in krepijo našo narodno zavest, ki je v času mobilnosti in migracij na veliki preizkušnji. Obdani smo s pisano množico, pisano druščino evropskih narodov, v kateri želimo ohraniti identiteto naroda, ki je skozi svojo zgodovino ustvaril vrsto pomembnih umetniških stvaritev, s katerimi smo se vpisali v zgodovino človeštva in kulturnega ustvarjanja. Tega ne želimo in ne smemo pozabiti, zato praznujemo slovenski kulturni praznik. Bog daj, da v prihodnosti ne bi zmanjkalo takih Slovencev, ki se zavedamo, da ohranjanje slovenske kulture pomeni tudi ohranjanje naroda.